Živijo, jaz sem Peter, tole je Kanal v naravo in gremo spet na en lep izlet. Danes sem si pa prav zaželel ene take easy pohodniške ture po koncih, kaj še čisto nič ne poznam. Po vodu ste najbrž ugotovili, da sem v Idriji, oziroma bolj natančno v Spodnji Idriji. In se pravi ta konc levo od Idrijce, pa mislim, da je tole Kanomalca, levo gor od Kanomalce. Čist prvič sem tlele in grem na 1107 metrov visok jelenk, enak visokega Krim. Pa probam krožno turo narediti. Ne pa videli, kaj bo ratilo z tega. Pom pa plan še skočiti ene slapove pogledati. Tako da po mojem bo kar kul. In vas vabim, da greste zraven. Precej toplo je ratalo. To se je treba slečiti. Pa gremo naprej. Ampak tale del leta mi je pa najlepši, sploh še tak vreme, kot letos. Ker ni ne vem koliko dežja, oziroma ga skoraj ni. Se pravi, konec aprila, maj, vse puhti od življenja. Rožice poganjajo, drevesa, vse cveti. Tako ta zelena barva, me je to tako noro. Prej hodil sem povedati, no, da štartal sem dol v Spodnji Idriji, mislim, da je tovarna Dehidrija, in bil prav tak mir je bil. Danes je drugače praznik in bil prav, nobenega avta ni bilo mimo, nobenega človeka, pa pravna tišina. Ampak vem, da drugače ob delovnikih mora biti pa tam skozi šunder. Tako da sem prav rekel, teli, ki imajo hiše tam okoli, in nič kaj dosti ne zavidam, danes so pa najbrž lahko uživalo v miru pa spokoju. Ko uživaš v sprehodu skozi vse tele gozdove, si prav težko predstavljati, da je bila Idrija še pač v času Avstro-Ogrske, ko je rudnik delal na polno, je bila praktično čisto gola okoli in okoli, ker so vse posekali za potrebe rudnika. Tako da narava se zna obnoviti. Glede na to, da imam ves čas na svetu, skoraj, grem pa malo daljši čez Kendove robe. Sliši se dobro, tako da pojdimo pogledat. Mogoče pa za tiste, ki ne poznate zgodovine Idrije, v Idriji je drugi največji rudnik živega srebra na svetu. Zdaj že nekaj časa ne obratuje več, ampak imate pa ful dober muzej, posvečen temu, tudi v rudnik se gre lahko pogledati. To vam zelo toplo priporočam, ta izlet.
Tole pogled nekam v smeri Žirov ali pa Cerknega, tako nekje. Pod nami je pa cesta, ki pelje proti Tolminu. Potka tukaj je sicer meni super, ampak je precej ozka. Tako da mogoče tisti, ki imate raje širše poti, pojdite po tisti krajši poti. Kar že ta prava plezarija tole. Tole so stari varoval, tole pa na novo. Po mojem, da niso prav dolgo nazaj to zrihtali. Kakšna grapa gor. Je petljale spet v skalo. Dajmo pogledati, kaj je not. Vrečka. V tej vrečki še ena vrečka, noter je pa opisna knjiga. Tale knjigica je drugače od leta 2020, tako da vidite, da ni prav veliko ljudi tle. Takole izgleda pa gor pol. Je tole kar ta prav tak zelo zahteven, se pravi zelo zahtevna zavarovana pot. Poleg tega treba biti pa zelo previden, da se precej kruži. Če pod vami ni nobenega, to ni problem. Če vas je pa več, je pa mogoče bolj pameten, da greste en pa po en tlele. Ker jaz sem zdaj čist enega kamna sem se samo malo dotaknil z nogo in je šla skala. Takole smo pa z razgledom. Tole pa še malo boljši razgled. Spodnja Idrija, ne? Tole pa je ta prav kotiček za malo oddiha. Pa še pogled v drugo smer. Hvala, Ivan. Malo sem se razgledal, pa mogoče povem, tamle se Krim vidi, pol je, takole je po mojem, da Slivenca se zadnji vidi, tamle pa pol Snežnik, tole je, po mojem, tamle je Javornik, pa smučišče Javornik. Tole čez, pa malo nižji. Tole je pa Trnovska planota pa Golaki. Tale zadnji kader, ki sem posnel, sem falov pot. Se pravi, ko se začneš dol spuščati, treba kar po grebenu naprej. Tule en šao je, pa malo zakriva pot, je pa pol naprej tudi markacija. Mi je pa vedno zanimiv, ker z take divjine, ker ni nikjer nobenega, prideš pa tako do ene kmetije ali pa na cesto ali kakorkoli. Tukaj okoli Idrije je po mojem največ takih kmetij samotnih, takole po hribih. Res, ko pogledaš tako okoli, povsod so posejane. Kakšen krasen pogled.
Nekaj gamsov sem nad sabo prestrašil. Sicer je na telih tablah označen, da je pot čez Kendove robe zelo zahtevna, ampak jaz na primer nisem sploh pričakoval, ker sem šel, tako kot sem rekel na začetku, na en tak bolj pohod in bi bilo mogoče smiselno malo bolj še označiti, no, da je prav tabla, da piše, da je zelo zahtevna. Ker ta trikotnik s klicajem, jaz sem ga na primer spregledal, kakšen pa sploh ne ve, kaj pomeni. Čisto, če bo kdo iz Idrije tole gledal, iz PD Idrija. Vrh je samo še 2 minutke gor, ampak grem jaz vseeno do razgledne točke, ko vidim, da se v to smer proti Alpam ne bo nič videl, pa da vam malo naštem, kaj se vidi. Pa da vidimo tole. V 2 delih bomo naredili. Tole po mojem, da je Tošč, da se vidi, kaj je tak špičast. Pol so seveda Kamniško-Savinjske Alpe, tole je Blegoš. Tistega zadaj sem že prej gledal, kaj je, pa ga nisem znal čist. Ampak se mi zdel, da je Retitovec, no pa je. Se pravi Retitovec, tole je Porezen, da pa še ta drug del razgleda, je pa južni Bohinjski greben, tukaj je Črnoprst, zadaj se seveda tudi Triglav vidi. Mislim seveda, vidi se ga. Takole je Rodica, pa je Vogu, pa tam je pa Tolminski kuk, pa je pa Krnsko pogorje, tale čisto lev travnati Krn, desno se verjetno, oni, ki so še malo beli, so verjetno peski, pa je pa Kaninsko pogorje, pa se pa verjetno tamle še Matajur vidi, ne. Aja, tole pa še Kojca. Zdaj, ko smo videli razgled proti, rečemo bolj proti severu, pa gremo še bolj proti jugu pogledati. Dobrodošli, 1107 metrov visoko.
moraš v to smer malo razgleda narediti. Tamle po mojem bi znal biti Poldanovec, oziroma Poldanovec. Pol tole je Trnovska planota zadaj, ne vem točno, kjer je tale verjetno Mali Gulag, možno, da se pa tudi motim. Pol ta naslednja planota, tle, ko vidite, je vojskarska planota in tukaj nekje, ali pa še malo bolj levo, bi mogla biti Hleviška planina, pol zadaj se po mojem že Javornike vidi, tiste pri Postojni. Tukaj je Veliki Javornik, ali pa zadaj možno, da je tudi Nanos. Ja, zadaj je Nanos, ja, tako. Tamle je Snežnik, pa potem Krim je zdaj, mislim, da malo bolj levo. Tako nekako je to, ne. Sicer sem mislil tlele še malo dlje uživati v sončku, ampak teli idrijski hribi so kar vetrovni pa hladni, tako da bo treba počasi naprej, ker drugače me zeb začeli. Po teli se bom dol odpravil. Sem se že takoj skoraj zgubil. Glavnem in telih njivc je treba iti po eni precej stremežljivi potki, ampak tlele v gozdu zdaj pa vidim, da so markacije. Lepa koča. Bo še zabavno čez prideti. Neki prask bo, ampak je šlo. Kakšen lep pogled je. Kamorkoli pogledaš, ali zelena ali pa modra barva. Markacija, ko misliš, da te pele v ono smer, tale pa ena puščica narisana za kele dol. Če ne bi imel telefona pa karte gor, bi šel jaz, bi se zgubil. Sem šel zdaj že naprej. Tako da na takele potkah, ko si v nekem hribovju, ki so zelo neobljudene, se še lažje izgubiti, kot pa v visokogorju, ker tukaj se takoj nekaj zaraste, drevo pade, kakorkoli in enostavno zgrešiš. Ni glih snažno. Nekam. Smer prihoda. Srednja Kanumlja. Jaz grem pa v to smer. Piše pa, da grem proti Govškem, ampak ni, po mojem, da tole ni markirana pot.
pa tam izgleda slapovi, saj tako narisan. Čeprav na zemljevidu izgleda, kot da gremo po lev stran, struge dol, je po mojem, da je tale prava. Izgleda, da je tole pot do slapu. Na eni strani takle lepotec, na drugi strani pa takale groza. Koliko lepo cvetiče imaš. Zdaj pa tukaj naprej, potok je seveda čisto uničen. Tu če je še kakšen lep slap ali pa kaj takega, ni nič od njega. Ker seveda ni vode, oziroma je čisto malo. Sam prek ceste, pa naprej dol. Ne vem, kje je tole Govško. Bo pa treba tele idrijske krnice enkrat tudi z avtom iti gor pogledati. Malo raziskati. Te elektrarne so res nekaj najlepšega, kar lahko naredijo na rekah. Odločam se še, a grem domov, a grem kjele malo višje še eno sotesko pogledati. Enač pojmo še pogledati srednjo Kanomljo. Zaključek še ostane, ne. Sicer najbrž vidite, da sem malo drugačni upravi, malo bolj urejen, kot na videu, pa tudi okolica je malo drugačna. Sem namreč na Kobariškem stolu, oziroma na grebenu stola in pozabil sem narediti zaključek za Jelenk. Super tura, še bo treba raziskati tele idrijsko hribovje, pa tudi tam Cerkljansko, pa tako okoli. Za gor me je malo presenetila in malo popestrila tistale zelo zahtevna pot in jeklenica. Tako da, če si hoče kdo tudi tako popestriti pot, zelo toplo priporočam. Če pa tega ne marate, pa kar po normalni poti gor. Razgledi, super. Priporočam vam, da greste na tisti razglednik dol, ki se proti Julijskim Alpam vidi. Spust v dolino, malo je treba paziti, da ujamete pot.
Sicer pa tudi priporočam krožno turo, ker popestri vse skupaj. Tistole sotesko, ki sem rekel, da bom šel gledat, sem našel vhod v sotesko, ampak jo bom šel pa enkrat drugič pogledat, no. Tako da nisem pozabil. To je to. Imejte lep dan še naprej. Pazite se, pojdite v naravo, uživajte, koga objemite, pa se kmalu vidimo. Ajde, čau.